glasbene novičke iz Slovenije. Spoštovani poslušalci, en lep poletni pozdrav iz studia Radia Brežice EU oddaji glasbene novičke iz Slovenije. Ekipa Radia Brežice EU je zelo vesela, da imamo ogromno dobrih pevcev, raznolike lokalne glasbe, ki prihaja iz vrst lokalnih izvajalcev ali pa avtorjev. Še posebej pa nas veseli, da se na tem področju neprestano razvijamo. Zato z veseljem pozdravljam danes v našem studiu pevko, mlado pevko, ki prihaja iz Brežic in je pred nekaj dnevi na radijske valove poslala svojo prvo skladbo z naslovom Narejen za mene. In to je Mirlo. Pozdravljena, Mirlo. Lep pozdrav sem. Kako si najprej, da te vprašam, ti je kje vroče? Malo mi je pa res, ja. Drugače sem pa super v takšni odlični družbi, z veseljem uživam. Krasno. Mirlo, no, najprej nam povej, odkot, zakaj si izbrala tako umetniško ime. Moram priznati, da zelo lepo zveni. Najlepša hvala. Zdaj, kako je nastalo, kako je prišlo do tega imena? Zgodilo se je, ko sem živela v Španiji. In sicer moj priimek je pač Kos, ptica pevka. In jaz sem želela nekako svojim španskim prijateljem razložiti, kaj to pomeni, da je to slovenski izraz za ptico pevko, za črnega ptiča kosa. In sem jim potem skicirala, kazala na internetu in potem so si rekli, aha, to je Mirlo. In nekako skozi leta, ko sem iskala ime, umetniško ime, ki bi mi nekako omogočalo še večjo umetniško svobodo, sem se potem na koncu odločila pač za Mirlo. Krasno in lepo zveneče. Omenila si, da si živela nekaj časa v Španiji. A te je tja odnesla glasba ali študij? Najprej študij, potem pa glasba oziroma natančneje ples. Se pravi, so ti španski ritmi, ki bomo malo kasneje slišali tudi v tvoji skladbi, zares povsem domači, se pravi, se ukvarjaš tudi s plesom. Tudi, ja. Kako se je pa pravzaprav začela tvoja glasbena pot? Že od malega rada poješ, plešeš? Ja, tako kot večino pevcev, pevk, sem tudi jaz že kot otrok v bistvu nastopala. Najprej v vrtcu, potem v mali šoli in nato še v osnovni šoli. No, kot odrasla sem pa potem še tudi v bistvu se udeleževala tečajev teorije glasbene, pa začela s tem pop petjem. Kot otrok sem naredila pripravnico, potem je bila pa moja velika želja, da se učim klavir. In takrat v bistvu smo živeli v manjši hiši in ga nismo imeli kam dati. To je že kar nekaj let nazaj, tako da takrat ni bilo dovoljeno igrati klaviature in potem v glasbeni šoli pa obiskovati ure klavirja. Ker ste to malo drugačen pristop. Ja. In potem sem se uprla in sem rekla, ne bom nič drugega, samo klavir ali nič. No, ker pač ni bil klavir, sem se potem odločila, da se posvetim bolj športu, tako da sem trenirala gimnastiko. Odlično. In pa plesu, kot si že povedala. Ja. Se pravi, je nekaj časa verjetno dozorela v tebi želja, da se predstaviš širni publiki svojo samostojno pevsko skladbo? Ja, jaz mislim, da vsak pevc v bistvu išče nek svoj izraz, nek svoj stil glasbe. Jaz na primer zdaj že 6 let redno obiskujem ure solo petja, ampak nekako sem čakala na tisto pravo ekipo ljudi, ki bi mi pomagala pri tem, da se izrazim. Krasno, in si naletela na avtorja glasbe Krešimirja Tomca? Ja. Zdaj Krešota v bistvu poznam že kar nekaj let, zato ker so se srečevala na teh salsa koncertih. On tudi igra za skupino Kubizmo, tako da ga že nekaj časa poznam, ampak letos, konec marca, ko sem pa slišala pesem, ki jo je naredil tudi za Nušo Derenda, torej Zaljubljena, sem pa rekla, ok, zdaj je pa čas, da ga kontaktiram in da narediva nekaj latino tudi za mene. In skupnimi močmi vam je uspelo, se pravi, Krešo je poskrbel za glasbo in ravno tako besedilo? Ne, za besedilo pa poskrbel Rok Lunaček. Narejen za mene. Ja, ne vem, boš kaj povedala o vsebini oziroma si našla tistega, ki je v bistvu narejen za tebe? Bom zadržala ta odgovor zase. Skratka, preden si zavrtimo skladbo Narejen za mene, priznam, da je ravno pravšnja za te vroče čase, ne? Si poskrbela tudi za videospot, krasen videospot, ki si ga posnela v bistvu v našem domačem okolišu. Kje natančno si našla te eksotične točke? Ja, zdaj prvotna ideja je seveda bila snemanje videospota v tujini, torej realni tropski kraji. Nekje na plaži. Tako, peščena plaža, palme, ampak korona, ne,
je bila v bistvu kar precejšna ovira oziroma izziv. In potem smo iskali destinacije v mojem kraju, ki bi spominjale oziroma dale ta občutek neke latino vibre. Tlele se moram res posebej zahvaliti. Prve kadre smo snemali v Posavskem muzeju, v Vinski kleti. Potem smo snemali na starem Brežiškem mostu, ki je sedaj obnovljen. Že novem, ja? Ja, tako da v bistvu zelo lepa podoba. In na koncu največ kadrov smo posneli dejansko v Beach Baru Točka. Ki je pa sploh tak poletni utrip. Eksotični, Ja, eksotični kraj. Avtor je video spota, pa si tudi sodelovala mogoče s kakšno domačo ekipo? V bistvu Rok Maver prihaja iz Ljubljane in je po mojem mnenju eden izmed najboljših za glasbene spote. Priznam, da vam je odlično uspelo. Ja. Kaj mi je bilo pa poleg tebe, seveda, čisto žariš in si prelepa v tem spotu? Všeč so tvoj soigralec? Ja, Leo Wilber, on je pa v bistvu Kubanec, ki že od svojega 23. oziroma 24. leta živi v Italiji. Je tudi pevec, tako da mu te žarometi in videi in kamere niso neznanka. Tako da, ja, v bistvu on je drugače tudi občasno nastopa z skupino Kubizmo. In jaz sem ga tudi enkrat uspela slišati in mi je že takrat nekako padel v oči, ker ima eno posebno karizmo. Potem sem pa malo s pomočjo Krešimirja ga kontaktirala in vprašala, v bistvu, če je za. In je seveda bil, predvsem zato, ker mu je bila pesem tako všeč. In smo potem naredili magijo. Magija vam je res uspela in mogoče se lahko nadejamo kakšnemu duetu, ne? Z Leo. Ja, v bistvu mislim, da je to želja obeh. Zdaj pa, če se bo realizirala, bomo pa videli. Na vse ti želim, da bi se. Ja? Hvala. Leo te je popeljal, če se ne motim, tudi na enem takem hudem motorju. Ja, in sicer električnem. Električnem? Ja. Zdaj mogoče bo to malo nenavadno, ampak jaz imam zelo rada motorje, moti me pa hrup. Tako da je bil ta električni odlična kombinacija. Odlična kombinacija oziroma nek balans med tem, kar imam rada in česar nimam rada. In sicer v bistvu so mi odstopili ta motor iz Metron inštituta, ki tudi skrbijo za te motorje in jih tudi prodajajo. In kot pravim, pač res čudovito prevozno sredstvo. Se strinjam, a veš, da mene tudi ta hrup mogoče še najbolj moti pri motorju, tako da bi bila mogoče dobra rešitev tudi zame, ja? Mirlo, toliko časa že govoriva o tej tvoji novi skladbi, sem prepričana, da bo poslušalcem všeč oziroma da jim že je, kajti že cel teden je tudi pesem tedna na Radio Brežice EU. Se mi zdi, da je taka prava poletna popestritev, tako da si želim oziroma tebi želim čim več takih in podobnih skladb, uspešno na svoji poti. In pa, hvala. Seveda, si želimo čim več skladb iz tvojih ust. In čim večkrat obisk v našem studiu. Najlepša hvala za povabilo in pozdrav vsem vašim poslušalcem. Dragi poslušalci, prisluhnimo Mirlo in Narejen za mene.